Namreč pred leti smo se pogovarjali, mislim, da v vašem studiu oziroma v vaši firmi govorite 3-4 jezike na delovnim procesom. Oziroma, pa še naprej, ali je kdaj kdo od ministrov politike prišel do Jarceja Kopina pa ga vprašal, a imaš kakšno idejo? No, ne, seveda ne, ampak pri nas imamo 14 nacij v firmi, pa seveda, kar pomeni, da govorimo tudi 80 jezikov, ker delamo z naročniki, mislim, da je zdaj iz 28 držav in če hočeš s francozi dobro delati, ne moraš z njimi delati po angliško dobro, ampak moraš delati z njimi po francosko. Isto velja za Italijane, isto velja za Angleže, isto velja za Nemce, pa še za kakšne druge. To delamo zato, ker bi radi dobro delali, ne zato, ker mislimo, da je internacionalizacija tako fajn. Čisto iz pragmatičnih razlogov. Ampak zdaj, če se vrnem na to tematiko, ki ste prej vi načeli, jaz tudi razmišljam, ker imam pač 5 otrok in berem, da bi tudi otroci živeli v Sloveniji, da ne bom jih jaz hodil obiskovati v Kalifornijo ali pa se po Skypeu pogovarjal z njimi v Šangaj. Moramo v Sloveniji nekaj narediti, en zanimiv, zabaven prostor in seveda poglejmo, kaj zdaj. Zdaj se nazaj jamrati, to lahko, ampak ta potrta slovenska, to pestovanje nesreče mene nič ne vleče osebno. In zdaj, če pogledamo strukturo naše ekonomije, naš GDP, največji prispevek GDP-ju ima javna uprava. To mene najprej začudi, ker v ekonomiji pojma nimam, jaz sem pač propadel doktor in sem priučen v ekonomiji, da javna uprava je pač največ prispevek k našemu GDP-ju. Potem so tukaj državna podjetja, ki so v bistvu bivši monopolisti, ki so edini, ki nam smejo prodajati benzin, pa elektriko, pa telefon, pa tako naprej. To potem so velika podjetja, ki delajo za tujce neki, ali so tuje podjetja, ki delajo za tujce neki, ki delajo za tujce, to ko pa nas pravijo, veste, da so naši sedeži v BMW-jih, a veste, da ima naše urodje v prtljažniku Audi 6, pa tako naprej. To so korporacije. Korporacije so trapulje. To pomeni, pride noter s hrano in živijo v tet in ki spijajo čist ves življenjski sok, ne pustijo te pa crkati, ker ni v njihovem interesu, da te crkati. To je Renault in teh sferami vam lahko naštel, kako še počte, ki jih mi tukaj vzdržujemo in ki našo nacionalni sok seveda pijejo in ga odvažajo ven v tujino. Mi se tega ne zavedamo. To je velik del slovenskega gospodarstva. Potem spodaj so seveda še obrti, ki so majhne družinske firmice, ki so majhne mravljice, ki se pojejo skromne in delajo počene storitve, pa ne izdelke, ampak tukaj noter v celi tej strukturi ni nič, na katerem lahko ena propulzivna nacionalna ekonomija bazira. Ker to so blagovne znamke, to so inovativne znanja, ki so vrhunska in najbolj konkurenčna na svetu, ki lahko potem financirajo razvoj in marketing. Zdaj, kje se to naredi? Se to naredi na Kitajskem, na Tajskem, ampak mi nimamo slovenskih razvojnih znamk, ki bi lahko slovensko inovativnost pa kreativnost prodajala po prime price, po največji ceni. Ampak smo vedno v službi nekoga in se nam to še odlično zdi. Naši politiki se vozijo za Renault v Novem mestu in Renault mi vsak let damo 20 ali pa 30 ali pa 40 milijonov evrov za to, da ostane v Sloveniji in da ne gre v Romunijo. Renault je pa izjemno zadovoljen, ker dela lahko po romunskih cenah v Sloveniji. Avto boš narejen, stane ga pa toliko, da bi v Romuniji delal, ker je pač Slovenija tisto kompenzira. Slovenski politiki se vozijo z Renault, poglejte, mi smo pa dodali 20 milijonov za razvoj tega avta. Renault, eni bogati francoski korporaciji smo mi, revčki, dali še 20 milijonov zraven v žep. Čudovito, In mi, če ne bomo zgradili te nacionalne ekonomije, ki bo imela blagovne znamke in ki bo uporabljala talent, pa znanje, pa kreativnost teh naših resursov, ki jih imamo, ne bomo pač iz te ekonomije mogli narediti samostojnosti in ne svobode. Jaz se zelo strinjam s tem, ker do sedaj še nihče, nobena vlada še ni naredila celovitega gospodarskega koncepta slovenskega razvoja. To je to, kar manjka. In mi smo imeli blagovne znamke, mi smo imeli eno Iskro. Pred 20 leti je bila Iskra večja od Nokije. Kje je danes Nokija, kje je danes Iskra? Iskra ni več. Smo jo razbili.
Mi smo imeli en tam v Mariboru, ki ima 10.000 ljudi zaposleno, 1000 v razvoju. Kje je tam? Ga ni več. Na drugi strani Drave tam so Avstrijci v Gradcu v istem času ustvarili en nov klaster avtomobilski za preko 10.000 delovnih mest. Zakaj to? In to so da vprašanja, ki se pri nas nihče ne odgovoril. In tiste znanke, ki smo imeli, da smo jih razvili, ali jih pa ne gojimo dovolj. In zato nimamo mi tega koncepta. In to ni potrebno si velika država. Jaz sem prej omenil Dansko. Danska ima 10 podjetij, ki so globalni playeri. Maersk je vodilno na svetu, kar se tiče kontejnerjev. Novo je vodilni na svetu ena farmacevtsko podjetje na področju inzulina. Arla, ne vem, kdo pozna Arlo. Arla je ena vodilnih podjetij v Evropi na področju tega mlekarstva in sira. 7 ali 8 milijard kilometrov imajo. Kaj smo mi naredili? Mi smo imeli Lek in Krko, dva bisera slovenske industrije, in ker mi smo znali služiti skrb, je Lek šel v Novartis in Krka se še kar dobro drži. Ampak Krka bo prej enkrat, ko jo je en pokupil. To bo prišel z denarja in to bo šla. In jaz sem bil povabljen na nadzorni svet Leka. In sem mogel na raport tako rekoč v bazi, da me pogledajo šefi od Novartisa, če se sploh kvalificiram, da bi bil v nadzornem svetu Leka, ker sem bil priporočen od enega od njihovih nadzornikov. In prvo, kar so mi rekli, so je, gospod Kraljič, vi ste bil, zakaj bi vas sploh vzeli v nadzorni svet, ker vi ste bil proti prodaji Leka Novartisu. In rekel, to ni res. Jaz sem bil proti prodaji Leka nasploh, da bi ga komorkoli prodali. Pa me komu pogledal, zakaj pa to, jaz sem rekel, zato, ker ne je bilo potrebno. Ja, kaj bi pa vi naredil, me vprašal? Sem rekel, jaz bi združil Krko pa Lek in bi prevzel Plivo in bi prevzel Hemofarm in Lečivo na Češke, bi prevzel potem še Gedeon Richter v Mađarskem, bi ustvaril največje generično podjetje v vzhodnji Evropi, potem bi jaz vas kupil. Ko me pa pogleda, pa prav, ja, to resno mislim, se rekel, seveda resno mislim. Se rekel, zdaj mi pa vi povejte, zakaj ste vi združili Civa, Geigy in Sandoz, ki sta bili dve orjaški podjetji in so ustvarili Novartis, in zakaj bi vi rekli, če bi prišel Pfizer, da vas kupi. In potem se samo nasmejal in povedal tiste časopise preč, rekel, razumem, kaj ste hotel reči. To se pravi, mi nismo razumeli, kakšne potenciale smo imeli nekaterih naših podjetij in smo še tisto, kar smo imeli, sicer skale, nekaterih bi lahko gradili, smo razbili. In ena država, kot je Slovenija, jaz se strinjam s gospodom Kopinom, mi rabimo en miks malo večjih podjetij, ki so dobra konkurenčna podjetja, ne subvencionirana podjetja. Rabimo mala in srednja podjetja, rabimo tista drobna podjetja. In ta miks nismo znali ustvariti do sedaj. In potem imamo probleme, ker imamo veliko državnega lastništva. Jaz sem včeraj bilo na predavanje o tem državnih podjetjih, na katerem ni bilo enega našega ministra, je bil pač minister, bivši brazilski, en indijski, ampak mi Slovenci to ni treba nam poslušati naši vladi. In so tam razlagali, kako oni vodijo svoje državna podjetja. In kaj je glavna razlika? Tam je kvalitetna corporate governance, kot jo imenujejo, nadzorni sveti in pa upravo, v kateri pošiljajo najboljše ljudi, in politika je, vlada je tam, ali pa država je tam odgovorni lastnik. Pri nas imate pa celo vrsto podjetij, ker država ne obnaša kot odgovorni lastnik, in še tam delamo, potem izgubimo, še tam uničujemo naše gospodarske potenciale. In to je narobe. Ja, hvala. No, meni je ljubši kot pojem demokracija izraz svobodna demokratična družba. Kajti za izrazom demokracija se vse preveč pogosto manipulira. No, vse zadnje, tudi naš prejšnji režim se je hvalil, da gre za ljudsko demokracijo, čeprav ni spoštoval temeljnih svoboščin. Zato pač jaz vedno govorim samo o svobodni demokratični družbi. To je tisto, kar bi lahko dosegli po prelomu v letu 1990 in česar še vedno nimamo. Nimamo pa zato, ker se še vedno tudi ne nahajamo v kapitalizmu, kot je bilo danes že rečeno, da se sicer nahajamo. Moja teza je, da se ne, da se nahajamo v nekem prehodnem obdobju, mora biti v nekaj izprijeni varianti sistema, ki je podoben kapitalizmu, vendar etatističnemu kapitalizmu, kar pa po svoji naravi stvari ne gre skupaj, kajti kapitalizem temelji na svobodi posameznika in na svobodi iniciativi posameznika. Sistem, ki je pri nas, je še vedno prehoden. Prehoden je pa zato, ker je na eni strani prevelik del nekdanjega družbenega premoženja še vedno ostalo v rokah države,
in ker je država še vedno obdržala prevelik vpliv v bančnem sistemu in s tem popolnoma izpačila vse možne oblike ekonomskega ravnanja na bančnem področju. Največja slovenska banka, podobno pa velja tudi v drugih slovenskih bankah, to lahko popolnoma nedvomno rečem z tega mesta, ne ravnajo poslovno, ne ravnajo s skrbnostjo dobrega gospodarja, ampak ravnajo v skladu s svojimi političnimi botri. Ne nazadnje, zato tudi tak srdic spopad za vodilna mesta v največji slovenski banki in seveda tudi v drugih bankah, v katerih je udeležena država. Dokler bo to stanje ostalo tako, kot je, si ni mogoče obetati bistvenega napredka na tem področju. Mimogrede bi navrgel še nekaj podatkov. Tudi se ne morem strinjati s tem, da ima Slovenija še veliko rezerve glede zadolževanja. V prejšnji vladi smo zadolževanje zmanjšali sa 96% bruto domačega proizvoda na 22% in smo dosegli ne samo prihranek, ampak naravnost zavidljiv odstotek, nizek odstotek. Res je, da ima Nemčija 65%, toda mi smo v manj po 2 letih, praktično v letu pol, smo z 22% skočili na 45%. Pa se to je, poslušajte, to je katastrofa. Ali bomo do konca tega mandata prišli na 65%? To je skrajna meja, mi po tega ne moremo več iti. Potem so vse nadalje možnosti izčrpane. To je bilo skrajno nerazumno ravnanje, to je pa res zapravljanje tiste družinske srebrnine, ki jo treba hraniti za resnično hude in težke čase. Največji očitek, bom pa rekel, sedanji vladi in trenutku, v katerem smo, je pa ta, da s tem velikim skokom zadolženosti od 22 na 45% bruto domačega proizvoda, ki je tudi povzročil tisto zadolžitev veliko, o kateri sem pregovoril v številkah, ni v bistvu ničemer prispeval k razvoju podjetništva, k razvoju delovnih mest. Bistveno vprašanje ta trenutek je, kako pridobiti nova delovna mesta, kako zmanjšati brezposelnost. Mi na tem področju pač žal ne zadujemo in očitno tonemo. Če se na sedanji razvoj ozrem samo s tega gospodarskega aspekta, vendar kot je zelo pravično opozoril tudi dr. Pomen, je seveda zelo pomembno tudi stanje duha. Stanje duha, v katerem se Slovenija danes nahaja, je pa je enostavno depresivno, je deprimirajoče. Težko je najti ljudi, ki bi našli neko perspektivo, zlasti tudi perspektivo za mlajšo generacijo. Dejansko so to potrebni temeljiti rezi, treba je pač se ozreti po tistih državah, ki so nas med tem prehitele. Glejte, ob začetku tranzicije leta 90 je bila Slovenija prva med nekdanjimi vzhodnoevropskimi državami. Druge so bile daleč za nami, toda v letošnjem letu je Češka že pred nami. Češka nas je že prehitela. In Estonija. In Estonija, ja, hvala za upravi. 2 državi sta nas že prehitela. Tu se moramo vprašati, zakaj je prišlo do tega. To so tista bistvena vprašanja. In seveda tudi zelo pomembni še drug element, če govorimo o družbenem sistemu, v katerem smo. Jaz ne govorim o zrazih socializem, kapitalizem, jaz govorim o sistemu svobodnega tržnega gospodarstva. Tega prej nismo imeli, to bi ga zdaj morali imeti, moramo delati na tem, da zaživi svobodno tržno gospodarstvo, vendar smo zaradi vseh teh intervencij strani države, o katerih sem prej govoril, smo še daleč od tega, moramo pa to seveda doseči. Svobodno tržno gospodarstvo pa seveda ne sme omejevati svobode duha, predvsem pa ne sme omejevati nečesa drugega. Ne sme omejevati tudi notranje svobode vsakega posameznika. Ta notranja svoboda pa pomeni, da se vsakdo med nas upa spregovoriti o vseh problemih, ki so prisotni, vendar se bojim, da je zelo veliko primerov pri nas, kjer notranja svoboda posameznika še vedno ne pride na izraza, jo ni, in to je pa tudi eden od velikih zavor tudi pri nadaljnjem razvoju celotne slovenske družbe.